bova malo prej začela. Evo. Takole, danes vas pozdravljam v 7. podcastu, v katerem bova z mojo gostjo današnjo govorile o eni najpomembnejši enoti vsake intime, in to je naše telo. Odnose in intimo, kjerokoli intimo zelo težko dejansko tvorimo brez tega, da se zavedamo sami sebe, svojega lastnega telesa. In o telesu in o tem, kako delovati dejansko iz srca, bo z mano govorila Tamara Andrašič. Pozdravljena. Čau. Tamara je bila dejansko prisiljena svoje telo zelo dobro spoznati. Zakaj pravim prisiljena? Zato, ker je premagala raka trebušne slinavke, za sabo ima 2 ginekološka operativna posega in pa že 23. leto jo spremlja sladkorna bolezen. In zdi se mi, da je to njeno telo prav kričalo očitno po neki pozornosti, da je prav hrepenelo po temu, da je Tamara opazi to svoje telo, in prepričana sem, da se je skozi vse tele bolezni Tamara marsikaj naučila in da bo danes tole, kar bo delila z nami, sigurno zelo ene pomembne lekcije, ki se jih splača usvojiti. Drugače pa je Tamara po poklicu tudi logoterapevtka. To je tudi smer psihoterapije in na ta način zdaj drugim pomaga, da ozavestimo svoje telo, da se začnemo poslušati, da pomaga ljudem, da ne rabimo iti toliko daleč, v neke ekstremne bolezni, ampak da se verjetno lahko že prej ustavimo pa prisluhnemo temu, kar nam telo govori. Tako da jaz preden pa še pozdravim Tamaro oziroma ji dam besedo, bi vas pa vse zelo lepo povabila, da nam pozorno sledite. Zakaj? Zaradi tega, ker je tudi Tamara avtorica knjige Zaupaj življenju in bo danes eno knjigo tudi podarila, oziroma jo bomo podarile tistemu, ki bo na koncu pravilno odgovoril na eno nagradno vprašanje. Tako da dajte pozorno poslušati, spremljajte naju in gremo zdaj k gosti, Evo, Tamara, en čist kratek uvod, mogoče kaj o sebi, o logoterapiji, tisto, kar bi ti želela. S čimer bi se želela predstaviti. Hvala, Eva, za tako lepo predstavitev. Jaz mislim, da ne rabim kaj posebej, glej, Eva, jaz pač ni mi pri srcu ravno te uradne predstavitve in neke titule in diplome in to. Meni se zdi pomembno pač, kdo sem kot človek in da s tem svojimi izkušnjami in nekim znanjem, ki sem jih pač čez leta pridobila, da to delim. Me je kar malo zabolelo, ko si rekla, pozorno poslušajte. Lej, nekdo sliši, kar rabi, pač sej sem te pa razumela, na kak način si je hotela povedati. Karkoli si nekdo vzame, če si vzame en stavek, eno besedo, jaz rada in z veseljem res delim pač na podlagi svojih izkušenj, pa da lahko mogoče komu osvetlima, kak prej reagirati, se odzvati, da ne čaka, da res pade nekam ful neke odvisnosti ali pa v neke bolezenska stanja, ker je škoda, Ja, hvala, ker sem res tako pozorno rekla, tukaj je ena prisila, slišati, pa bolj sem v bistvu to želela povabiti ljudi k temu, da poslušajo, če si želijo na koncu tudi sodelovati za tole tvojo knjigo. In sem prepričana, da bo to obrodilo, kaj bi rekla, ene pozitivne misli tudi v komurkoli, ki bo danes z nama. Ampak ni pa res, prisila sigurno ni pravi način in zato hvala za tale poprave, ker če želiva govoriti o telesu in o tem, kako biti prijazen do sebe, to ni ta pravi način, Upam, da bo nekdo dobil knjigo, ki jo pač potrebuje, ali si jo želi. Se pravi, zaupanje očitno je že ena prva lekcija, Ampak Tamara, predno začneva o tem govoriti, kako poslušati svoje srce, oziroma delovati iz srca, bi te prosila, da odgovoriš na tole prvo vprašanje, kaj je zate intima, kaj si ti predstavljaš pod tem pojmom, katere asociacije ti dobiš ob tem pojmu? Ja, v bistvu zdaj prvo, kar prileti, je to. Intima je nekaj, kar je res moje, kar res ne želim deliti še z nekom. To je lahko pogovor, lahko je to pogovor s partnerjem ali pač z dobro prijateljico, ali z duhovno učiteljico, nekaj, kar je res moje, lahko tudi moje misli, moj dnevnik, lahko je to ritual tuširanja, to je samo zame, ne želim deliti, je tudi spolnost, intima,
nekaj, kar je rezervirano samo za mene. No. Hvala. In kaj bi rekla, koliko je pomembno tle v tej intimi tudi konec koncev to delovanje iz srca? Ja, zelo, ne? Ja, pač, lej, zame je to edina prava pot, no, iz srca. Zdaj, zakaj mogoče? Lej, ja, tvegamo, ne? Če imaš odprto srce in deluješ iz srca in se pokažeš pač z vsemi platmi celotnega sebe, ampak sej, kaj ni to bistvo, ne? Zame je to bistvo, ker živiš res to, kar si avtentičen, kljub nekim strahovom, kljub pomanjkljivostim, bomo rekli, ne? In si to, kar si, lahko skupaj s partnerjem, lahko skupaj s sodelavci, pri delu, ki ga delaš s klienti, strankami, kdorkoli pač, kjerkoli pač delaš, ne, karkoli delaš. Ja, to je to, ne. To je svobodno življenje, to pomeni zame, da živiš, ne da preživiš. Se pravi, bolj v smislu, da ne rabimo vsake stvari tokrat premisliti, pa iti ne vem kako analitično in razumsko čez, ampak da se bolj odločamo na prvo žogo, da zaupamo življenju in da gremo kamorkoli nas bo že pač nesla pot. Ja, da zaupaš, pa da daš v bistvu, kako bi se izrazila, da daš srce pred ni nič slabega, je super in ga rabimo, ampak da daš srce pred pred razum, pred nek ego in pač skušaš temu slediti, ne? Da je to, kar pač ti si, da poslušaš, da slišiš intuicijo. Saj jo slišimo velikokrat, se mi zdi, ne? Ampak je ne pa upoštevamo, ker začne spraševati, ne? Zakaj pa kak, pa ne, pa ne? Ampak tebi, to je srce, ne? Ali pa neka vest se zbudi, nek občutek dobiš, pa rečeš, joj, ne? To mi pravi, da ni v redu, ne? Ali ne vem, ne bi jaz to tako naredila, ampak potem če slišiš, poslušaš, ti začne govoriti, ne, zakaj ne, hoče odgovor, ampak glej, jaz naredim tak, če meni intuicija reče ne, je pač ne, ne sprašujem, zakaj. Koliko časa ali pa koliko treninga je potrebno, da se začneš dejansko odločati po intuiciji, ker se mi zdi, da večina ljudi celo, ali pa da težko, bom rekla, vsi razlikujemo med tem, kje je intuicija, kje je nek razum, kje so neki stari vzorci, kje so strahovi, tako, kako veš, ali pa kaj je eno tako vodilo, no? Zato, da veš. Super vprašanje, ja. Zdaj, eno je teorija, drugo je pa praksa, ne? In jaz vedno rečem, zdaj se bom navezala kar na en blog zapis, da dan, dva nazaj sem ga delila, recimo, zgodi se mi, da ženske me dostikrat vprašajo, kako pa jaz vem, da zdaj delujem iz srca, ne iz uma. Odgovor je preprost, ne, pot do tja, pa ne, da ni preprosta, lahko je ful bolj preprosta, zabavna, lahkotna, vesela, kot si mi predstavljamo, ampak do tega preskoka, da ti prideš iz uma v srce, ni tak, ne, ni klik, ampak je dolgoletna ena mentalna higiena, bi se reklo, no. Je potrebno odstranjevati ena škodljiva prepričanja, ko jih opaziš, seveda, ne. Če jih opaziš, si že na zelo dobri poti, ampak ko jih opaziš, jih je potrebno nekaj narediti z njimi, ne, jih je potrebno zamenjati, zavestno in podzavestno, se reprogramirati, bomo rekli, ne. Dosti enih prepričanj, navad, strahov, odvisnosti, ki jih je potrebno razdelati, potrebno iti noter, ne. Ne moreš kar, zdaj bom pa kar iz srca, ja, vse čutim, ne. In tudi je dosti, recimo, enih moralnih, etičnih načel, ki jih je potrebno spoštovati, dosti enih preizkusov na tej poti, o poštenosti, si prijazen, kak je tvoj namen, ne, je tvoja želja ega, da nekaj narediš, tudi poslovno, recimo, ali je to želja, hočem denar, ne, saj si zdaj slišala, hočem denar, ne, ali si želim dejansko, ne vem, pomagati ljudem, ne, pokazati po moji poti, da grejo. Tu je kar dolgoletna, vsakodnevna mentalna higiena. Ta stavek je kar močen, ne, zdaj, če ga slišiš, ampak je pa eno dejstvo, ne, ko ženske vprašajo, ali delam srca ali iz uma, po mojih izkušnjah, po vsej verjetnosti ne delaš iz srca, če se to sprašuješ. Zato, ker ko enkrat čutiš, ko delaš iz srca, pač ne moreš tega občutka preslišati, čutiš. Ne samo veš iz teorije, pa ene stvari čez leta, čez te preizkušnje, teste, lekcije, ti razumeš, čutiš pa pač, ko je čas za to, ne, ko ne presiraš življenja, ne, ko ne zahtevaš ali pa pričakuješ tega, ampak se zraven zabavaš
in sprejmeš, da je to proces, ker to ni cilj, to je ena pot, ne? In na tej poti je ful fajn, ne? In čudovito in fajn in ne rabi biti težko, ne? In ni Ja, težko. verjetno je en proces, a ne, saj zdaj tako se mi zdi, da je družba naravnana precej stran od tega, da se poslušamo, da poslušamo svoje telo in se ne da res, tako kot si prej omenila, ne kar čez noč zamenjati zdaj ploščo, ampak je dejansko to en proces in včasih se slišimo, včasih se malo slabše slišimo, a ne. In mogoče bi tlele se navezala na naslednje vprašanje, no, ali pa prav te vse bolezni, ki sem jih prej izpostavila. Kaj so tebe te bolezni naučile? Kako si ti doživela recimo to povezavo med telesom pa čustvi? Ja, kar so me naučile, ne? In danes ne rečem bolezni, ne? Pač, ni bolezni. To so eni spremljevalci, ki pač pokažejo, ne? Da nekaj ni v redu, da nisi v skladu z mislimi, s telesom. Telo je tisto zadnjo, ki ti pove alarm, ne? Ki reče, stoj, ker ne bo šlo, ne? Zdaj jih gledam kot ene zaveznice, ne? Ker so mi dejansko ogromno pomagale na moji poti. In glej, dejansko nisem slišala drugače kot tak, ne? Na grob način, ker človek pač, kot sem prej rekla, ni teorija, ne? Da ti razumeš, moraš doživeti izkušnja, da potem res čutiš in se zavedaš ene širše slike, ne? Da dobiš eno znanje, da veš, da vmes na poti vidiš, da ni prav, da kriviš okolico, ne? Da začneš že resno sebi delati spremembe. Ko to zavestiš, to je ena taka ful fajn občutek, no? Veš, da ni okolica kriva, ne? Da ni zdaj partner čuden, da ni sodelavka se neumno obnaša, da ni tašča ona, ne? Da ni oni šef, ki te buzerira, krivec, ampak vzameš iz sebe greš, ne? Pa rečeš, kaj mi to sporoča, zakaj se mi to dogaja, vse pol pa opaziš, ne? In pol lepo zlagaš, košček po košček po košček. Da nekako vzamemo moč nazaj v svoje roke, da ni, da se nam samo dogajajo. Da vzameš odgovornost in da se začneš zavedati, da ti si tisti za svoje življenje odgovoren in ti lahko spremeniš, samo ti, svoje dojemanje, svoje razumevanje in pol je življenje naenkrat ful lepše, ne? Ko začneš to odstranjevati stvari, ker ljudje smo pač navajeni dodajati, namesto odstranjevati, ne? In zakaj bi rekla pol, da je pomembno govoriti o čustvih? Sam zdaj ta občutek neke olajšanosti, ali kaj je tista ena glavna motivacija? Če neka čustva in občutke, to je moja teorija, ne? Pač tlačimo, to ni dobro. Pač v nobenem primeru in telo nam pove, ne, da je nekaj naredi, pokaže nam čist na nekih osnovnih tistih sprožilcih glavobol, nizek, visok pritisk, ne, driske, pač neke stvari, prebavne motnje in mi nočemo slišati, ne, pač neke alergije nam pokažejo, da nekaj ni, ne, in življenje nas ima v bistvu to zelo rado, da nam pokaže, tudi če na taki način, ne. Kot sem prej rekla, mogoče pač ne slišimo, ne, in sem jaz recimo počakala, ne, na ene kronične zadeve, da sem le šla še bolj v globino, ker sem rekla, nekaj še tu je, ne. Ne bom zdaj rekla, nimam jaz sreče, pa to je v genih, pa ne vem kaj vse, ne. Več ne iščem izgovor, ampak dajmo najti rešitev, pa dajmo najti, kaj je vzrok tega, ne. Ne samo dati pač flajšter obliž na rano, ne, flajšter po domače, ne samo flajšter dati na rano, ampak dej poišči, ne, vzrok spodaj, odzadaj, spredaj, zgoraj, poišči ga in ga razreši. Bi šla mogoče lahko kaj bolj, ne vem, bi rekla mogoče intimno v to Ja, seveda. Kaj je tisto recimo, kar je te povzročilo rak ali pa kaj je tisto, ne vem, kar je povzročilo ginekološke posege? Veseljem ti povem, ja. V bistvu ta sladkorna me spremlja že 23 let in kaj je bilo vzrok? Vzrok je bila ena globoka žalost, ne? Vzrok je bilo to, da se mi je vzela ena sladkost življenja, bi se reklo, konkretno ločitev staršev, jaz sem bila ful žalostna v onih občutkih, ko jih nisem takrat niti kot otrok znala izraziti, kaj to je, ne? Tako da sladkorna, ne, je bila prva in potem recimo po tolikih letih spet naslinavki rak, ne,
In se vprašaš, pa dobro, pa kaj je to, ne, spet slinavka. Ja, in kaj sem ugotovila? Sej sem vedela že prej, ne, samo zdaj sem sprejela, pa si priznala, pa šla še v ono, ne vem katero, 18. korenino ven gledati in pipati, kaj je tam, ne. In sem povezala, da je dost povezana ta rak na slinavki, seveda s vsemi temi žalost, jeza, konstantna več let in stres in tempo, plus dogodek spolne zlorabe v mladosti, to je povezano, ne. In ni dalo mira in telo, lej, poglej, ne bo šla čez, življenje nas ne spusti, ne. In je potrebno res iti pogledati. Včasih to ni tako enostavno, ne, ko se sliši, ampak je pa vredno, ne. Vse stvari ne naredimo zato, ker je to lahko, ampak ker je prav. Če ti želiš res živeti, svobodno odložiti bremena, odložiti neodvisnosti, strahove in to je to, ne. To je recimo ta zadeva in jaz drugo knjigo o tem pišem, ne, zakaj govoriti, zakaj to predelati, zakaj odčutiti žalost, jezo, sram, gnus, vsa ta čustva, ki nekdo reče niso lepa, ne, samo lej, sej žalost, pač okej, žalost tudi pride, no, in je fajn tisto odčutiti, žalost, ne pa pač ostajati dolgo let v tem, ker to pa nima smisla, ne. Se pravi, ni dovolj, da samo vemo zdaj, da nekaj čutimo, pa kaj se dogaja v našem telesu, ampak da znamo nekako tudi reagirati na vsa ta. Ja, seveda ni dovolj, ne, saj ravno to smo prej rekli, ne teorija, daj v praksi, daj nekaj naredi, spremeni, treba, ne, če želiš drugačen rezultat, naredi drugače. Ne, ja, in kaj sem hotela reči, lažje ti je, če govoriš iz mnogih vidikov, ker najdeš podporo, dobiš eno razumevanje, vidiš, da nisi sam, ne, in dobiš mogoče kakšen korak, ki bi lahko vzel od drugega, ki je njemu pomagal. Se jaz ne vem, da če bo nekomu pomagalo nekaj tisto, kar je meni, ne. Lahko pa dam, ker meni se zdi greh, da ne dam tega znanja, če ga imam, ne. Kak je meni pomagalo, ampak dejansko pač ne vem pa, če bo delovalo tudi zate, ne. Lahko pa poskusiš, pa vidiš, pa če je super, če ni, ne. In kaj je pol tisto, kar ti je pomagalo? Mogoče, če greva konkretno, ne vem, recimo, da nekdo odrašča v strahu ali pa da živi v neki zakrčenosti, kaj bi bila tvoja pot, ne vem, ven? Kako bi pomagala taki osebi? Ja, zdaj, ko si rekla, kaj lahko naredim, če sem odraščal v strahu. Lej, prvo pač je to, da si odraščal v strahu, ne. Si preteklost, okej, sprejmeš, saj to nič ni takega, ne. Jaz sem tudi odraščala v strahu, ne. V strahu, zdaj pa ne bom dovolj lepa, nisem dovolj lepa, sem si govorila, ne. Nisem dovolj pametna, strah me je, da ne bom nekaj naredila, strah me je, kako me bojo drugi sprejeli. Ampak ravno to je to, ko sprejmeš ti sebe v celoti, vsi minusi, plusi, kakorkoli kdo definira, to je to, lej, nekomu ne bo všeč ta posnetek, nekomu pa bo, jaz to sprejemam, ne. Kaj, če bi bila vsem všeč, ja, kaj bi bilo, veš, kakva gužva bi to bila, saj ne bi mogla, ne, vsem pomagati za reči, ne, ko imam specifiko, da sprejmem samo 6 klientov recimo na teden, tega se zdržim in v polnosti jim pomagam, ker jim lahko. Več pa mi ne bi bilo okej, ne. In zdaj si zamisli, da je vsem všeč. Ne more biti in super je tak, ne. Ja, včasih se mi zdi, da je ta podzavest močnejša, ne, da tudi če vemo, okej, smo odraščali v strahu, je to preteklost, je to za nami, a ne, ampak si to lahko rečeš, pa ni nič drugačne, ne da. Ja, ker ne gre iz uma tega spremeniti, lej, dosti je navaji. Jaz bom rekla čisto iskreno, kaj je meni najbolj pomagalo, dosti je navaji, ne, da vadiš, da se navadi telo, tudi tvoja podzavest zamenja, ne. Saj glej, moram še to povedati, lej, straha se ne moreš znebiti, ne. Saj mene je tudi strah bilo zdaj pred Zoomom, pač strah je ena trema, ne. Strah pred nastopanjem recimo, ampak to še ne pomeni, da jaz tega ne naredim. Grem točno to naredim. In veš, kaj se vedno zgodi? Pol si pa rečem, to je bilo to, res, tega me je bilo strah, ne. In tako ti krepiš, da to presežeš, ta strah, to tremo reči, pa zdaj v tem primeru, in potem je drugič še lažje, še lepše. In to je to, direkt greš v to, ne. Je pa tudi res, meni je zelo pomagalo afirmacije. Jaz dosti afirmiram, to mi je ena osnova, eno bistvo. In glej, ko me je strah, rečem, okej, tu si, super,
vzamem strah kot spodbudo, ok, prvo vem, točno to moram narediti, ne, da premagam in afirmiram si, da se pomirim. Ne. Meni afirmacija se pomaga pomiriti in potem vse lažje lahkotno steče. Jaz si povem, ko imam tisto SOS, bomo rekli, ne, urgentne moje 3 afirmacije so, vse je v redu, umiri se, zaupam življenju. In to je pa vaja, ne? Ker ne moreš kar zuma, zdaj pa ja, super mi pomaga, če ti govoriš to, zato ker je nekdo rekel, da je fajn, ne? Ti moraš začutiti. Izkušnja, ne? Moja izkušnja je, da pri tem res zelo pomaga, da imamo nek odnos, da v odnosu doživimo nekaj novega, nekaj drugačnega. A imaš ti tudi to izkušnjo, ali si večinoma tako od teh stvari se mogla sama s sabo soočiti, pa šla sama čez to? Zdaj te nisem razumela, kaj si vprašala. Če imaš izkušnjo, da si čez večino teh stvari, ki si jih doživela, nekako šla sama čez to, ali ti je pri tem pomagal nek zaupan odnos? Seveda ne. Lej, itak, da sam moraš narediti ene korake, ne? Lahko ti pa kdo pomaga kot podpora, ne? Moja podpora je bil kot prvo študij logoterapije, ogromno mi je pomagal, ne? Da takrat ozavestiš stvari, ki jih je potrebno spremeniti. Moja duhovna učiteljica, dobra Vila Maja, ogromno stvari z njo sem in še bom in delam, ne? Zato, ker je lažje, ne? Nekdo drug lažje te potisne, da ti slišiš sebe. Ja? In potem greš počasi, ker je vedno pomembno to zame, da greš potrpežljivo, po korakih, po vrsti, s potrpežljivostjo, razumevanjem in enim lepim odnosom do sebe, ne? Ker drugače ne gre nič, da bi izsilil. Če ni takoj, pač še ni pravi trenutek, nisi še pripravljen, ker nimaš ene kljukice na vsem tem, kar sva prej govorili, ne? Treba iti skozi ene lekcije, bomo rekli, da potem ti pa, ne vem, Bog, vesolje, življenje reče, ja, zdaj pa je, ne? A bi mogoče za konec še šle čez, ne vem, ta čustva najbolj osnovna, kako se na njih odzvati, kaj recimo narediti, zdaj nekaj v strahu sva že rekli, kaj narediti pri žalosti, kaj pri jezi mogoče, sramu, veselju, gnusu? Ok, lej, strah, kot smo rekli, sva že nekaj povedali, vedno nas je strah pred nekim novim, ne? Pred nekim novim, nepoznanim, ampak to je vse ok. Ja, to je vse ok, sprejmimo. Pri žalosti isto, ne, sprejmijo, da si žalosten. To mi ljudje definiramo slabo, dobro čustvo, ne. Pač je žalost, če pa je to življenje, ne, je valovanje, ne more biti skozi plima ali pa skozi oseka. Tudi vse mine, ne, in ko se spomniš, kaj vse si že presegel, je tudi lažje, ne, ozavestiš, kaj vse si pa že v svojem življenju dosegel in naredil, pa ti je tudi to lažje. In ja, bodi žalosten, ne, ko si žalosten. Odčuti, ne smeš potlačiti, ker če potlačimo, udari ven, ne? Pa ne želim nobenemu, da udarja na telo, ker pač to je zadnja ona faza, ne? Jeza, isto, izraziti jezo, ampak pri jezi je recimo tak, da ne na način, da ti stresaš jezo na nekoga drugega, na druge ljudi, na okolico, ne? Jezo ti daj ven, seveda, tam se idi dret, v gost, recimo, jaz rečem, ne? Idi tam pa se deri, kaj zdaj, ne? Ampak vseeno pa ti izraziš tudi, ne? Če si jezen, poveš, glej, jaz se umirim, absolutno prej, da potem ne bruham, ne reagiram, ne? To, ko smo prej, ne reagirati, ker če sploh ženske reagiramo, pol je megafon, ne? Pol leti vse besede, obtožujemo, kritiziramo, sodimo in pol nam je žal. In se samo mi slabo počutimo, ne? Jaz se umirim, potem si naredim, kaj je tisto, kar me je zabolelo, zakaj me je zabolelo, preverim, kako sem jaz to osebo razumela ali situacijo in povem tisto bistvo, ne? Povem na prijazen, spoštljiv način, ker ni treba tam le megafon usmeriti v drugega človeka, ne? In jeza je tudi ful dobro, veš, ker zakaj? Ko si jezen, ne, je ful dobro, ker češ, zdaj pa imam dovolj, ne, zdaj bom pa nekaj spremenil, dovolj imam. Jeza je dobro, ne, zakaj bi bila to slabo čustvo? Super je. Nas potisne naprej, ne, da naredimo korak, rečeš, ne bom si več to dovolil, gre drugam, ne bom tak, ne. Ok, še mogoče kakšna zaključna misel ali pa kakšno, ne vem, kakšna tvoja, če bi delila kaj? Ja, lej, delujmo iz srca, ne, ker ko delujemo iz srca, delujemo iz tistega dobrega v sebi, bi rekle, ne, in si ti avtentičen,
in iskrenosti, brez nekih kalkulacij. To je v bistvu tudi zelo pogumno, bomo rekli, in močno, ne? Pokažeš ranljivost, ampak to je ta moč, ne? To je ta pogum, da daš vse, kar si, tudi vse svoje strahove in te. Ne? Srce dajmo pred zaupajmo življenju, absolutno, ne? Z ljubeznijo in z veseljem, ne? Živimo. Ok, hvala Tamara, jaz imam zdaj tlele še nagrado od prejšnjega tedna in sicer za knjigo od Saše Poljak-Lukek in samo še enega izžrebam. Tjaša Boh, evo, to pa mislim, da bo vesela, ker se mi zdi, da je že nekaj... Bravo, čestitke! Hvala, ja, ker je že nekajkrat komentirala, tako da mislim, da bo vesela. Drugače pa danes, Tamara, tudi ti podarjaš svojo knjigo, tako da te vabim k temu, da postaviš eno vprašanje, kaj naj komentirajo tisti, ki si te knjige želijo. Kaj bi dali za vprašanje? Recimo, dajte povedati, kaj vam pomaga pri tem, da zaupate življenju ali Bogu ali vesolju, karkoli pač vi verjamete. Kaj je tisto, kar vam pomaga? Ne? En korak, način, mogoče še s tem komu drugemu pomagamo. Ne? Super, evo. Kdor si želi tole knjigo Zaupaj življenju, naj komentira, torej, kako, na kakšen način vi zaupate, kaj je tisto, kar vam pomaga, in naslednji teden v novem podcastu podarimo še eno knjigo. Tako da, Tamara, hvala za danes, super je bilo. Hvala tebi, veš? In srečno naprej. Adijo! Čau! Čau!